Ustave Republike Slovenije, 3. odstavka 63. člena Zakona o obrambi, na predlog ministra za obrambo z dne 30. oktobra 2014 in ob soglasju Vlade Republike Slovenije z dne 29. oktobra 2014 izdaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ukaz o povišanju učin generalmajora. Brigadir dr. Andrej Osterman, rojen 4. oktobra 1960, načelnik generalštaba Slovenske vojske, se poviša učin generalmajora. Brigadir dr. Andrej Osterman, rojen 4. oktobra 1960, je v Slovenski vojski zaposlen od 18. novembra 1991. Svojo vojaško kariero je začel v teritorialni obrambi leta 1981 kot rezervni častnik v odredu pri območnem štabu Tržič, v teritorialni obrambi pa se je zaposlil leta 1991. Bil je član manevrske strukture narodne zaščite in je veteran vojne za Slovenijo. Leta 1986 je končal dodiplomski študij pravne fakultete v Ljubljani in leta 2004 uspešno magistriral s prava na institutu. V letu 2010 je doktoriral na fakulteti za logistiko v Celju iz logističnih sistemov. Poleg pridobljene civilne izobrazbe je končal šolo za rezervne oficirje, generalštabno šolanje in izobraževanje v Evropskem centru za varnostne študije Čorci Maršal v Nemčiji. V dosedanji vojaški karieri je opravljal različne štabne in poveljniške dužnosti. Bil je pomočnik za učne zadeve v Republičnem štabu teritorialne obrambe, nadaljeval kot poveljnik 510. učnega centra, bil je načelnik šole za častnike vojnih enot, namestnik direktorja obveščevalno-varnostne službe, svetovalec načelnika generalštaba Slovenske vojske, načelnik oddelka D2, načelnik sektorja D1, načelnik centra za doktrino in razvoj, načelnik verifikacijskega centra, poveljnik poveljstva za podporo, namestnik poveljnika sil in nazadnje namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske. Zavzetim in predvsem strokovnim delom je izoblikoval kariero uspešnega in cenjenega častnika in poveljnika v Slovenski vojski, pa tudi med pripadniki tujih oboroženih sil. Z osebnim zvidom, znanjem in vojaškimi izkušnjami je bistveno prispeval k zgraditvi, profesionalizaciji in ugledu Slovenske vojske v mednarodnih poveljstvih in zavezništvu. Med njenimi pripadniki in v javnem življenju je cenjen zaradi svoje preudarnosti, načelnosti, poštenosti in pripadnosti vrednota, ki mora izražiti Slovenska vojska in celoten obrambni sistem Republike Slovenije. Odlikujejo ga profesionalnost, vztrajnost, pravičnost in komunikativnost, ter je uspešen pri izpolnjevanju nalog. Vedno je pripravljen na nove izzive. Na položaju načelnika generalštaba Slovenske vojske je brigadir in oddanec generalmajor dr. Andrej Osterman prevzel odgovornost za zagotavljanje ustrezne pripravljenosti obrambnih sil, vzpostavitev načrtovanih zmogljivosti ter gospodarno in učinkovito uporabo razpoložljivih kadrovskih in materialnih. Ob tem pa je pomembno, da Slovenska vojska za svoje pripadnice in pripadnike ustvarja pozitivno delovno okolje, krepi domoljubje in svoje vrednote ter dejavno sodeluje s civilnim prebivalstvom. Zaradi vseh navedenih dejstev, zaradi uspehov pri razvoju in krepitvi Slovenske vojske, tako kot celotnega obrambnega sistema Republike Slovenije, predsednik Republike Slovenije Borut Pahor povišuje brigadirja dr. Andreja Ostermana v čin generalmajorja.
spoštovani generalmajor, v mojem imenu, v svojstvu vrhovnega poveljnika obramnih sil in v imenu naše države vam čestitam za visoko povišanje. To povišanje ste se zaslužili. Pridružili ste se 8 dosedanjim generalom Slovenske vojske. To je za skoraj četvrtstoletno zgodovino Slovenske vojske relativno majhno število generalov. Izpričuje zadržano politiko poviševanja častnikov na najvišjih položajih. Toda, to je hkrati dokaz, da do tega visokega položaja pridejo le najzaslužnejši. Položaj načelnika generalštaba s činom generalmajorja opravljate v času, ki je v finančnem smislu ovira polnemu razmahu in razvoju obrambnih sil. Vaš visok položaj in generalske pristojnosti boste tako morali v nehvaležnih razmerah v celoti posvetiti ohranjanju in krepiti Slovenske vojske ter zagotavljanju njenega prispevka k mednarodnemu miru in varnosti. Slovenska vojska je institucija z visokim ugledom in spoštovanjem ljudi. Tak ugled ima tudi v mednarodnem razmeru. Vaša naloga, gospod načelnik, generalmajor, je, da tako tudi ostane. Povišanje v generala mora v ospredje še bolj postaviti nekatere lastnosti, ki ta čin opredeljujejo. Razum, ki se kaže skozi kompetence, intuicijo in voljo, energijo, s katero se odziva na delovanje v kritičnih razmerah, nesebičnost, ki je podlaga za moralni pogum, ter človečnost osnovni odnos s vojaka. Te vaše lastnosti, spoštovani gospod generalmajor, želimo vsi videti v najsvetlejši luči. V čin generalmajora vas na predlog vlade imenujem ob priložnosti državnega praznika. Generalmajster. Na nek način bi lahko rekli, da je bil generalmajster prvi, ki ga je imenovala slovenska oblast. Zadnje veljajo, da je bil politik, vojak in človek, ki je razumel znamenje časa. V tem smislu se mi zdi imenitno za državo in za vas, spoštovani gospod generalmajor, da se vaše imenovanje ceremonialno izvede na današnji praznični dan in se mu da s tem še čvrstejši značaj in pomen. Da pa simbolike še ne bo konec, moram vse navzočiti in vso slovensko javnost z veseljem presenetiti še z eno simbolno navedbo. Generalov stari oče je bil mrzdoborec. Tradicija in sodobnost se torej danes srečujeta na najbolj žlahten način. Drage Slovenke in Slovenci, spoštovane državljanke in državljani, danes je državni praznik. Prosim, sprejmite vsi moje najbolj iskrene čestitke za ta dan. Hvala.
se zavedamo njegovega pomena in zato je tudi naš izgovor zavrnil. Spoštovani vsi prisotni, vam se vsem